Moj oče je ostal brez službe. Ob službo sem. Koren ga je gladko malo odžagal. Mislim, sploh ne vem, kako naj to komentiram. Koren me je vrgel na cesto, evo odložbo. Kako? Ne najdem besed, ker vem, da je moj oči dober delavec, dober novinar. Takšne stvari grejo mladim težko v glavo. Pa Gorazd se je vrnil. In Janez misli, da sem jaz zaljubljena v njega, pa nisem. Jan in Aida pa sta prišla ponuditi zavezništvo v najtežjih trenutkih. Mina sva prišla na obisk, če nimate nič proti. Ponudila sta nama tudi čokolado. A tudi ima čokolade? Vsaka pomoč prav pride. Čeprav sploh ne vem, kako si bo naša družina lahko pomagala s tema dvema nadobudnežema. Bomo videli. Vsake oči iščejo mavrico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Je bela cesta. Kaj ti moral kdo pomagati njim benga? Kaj pa hočeš imeti mir? Ali pa tleka, da bi bila ena glavna ulica v New Yorku. Servus nas, da pošta dela 24 ur na dan, če ostanemo bolj zgodaj pa 25. Ti jaz videla, mi en mulc raj srednje po tabularje vrlo. A res? Ja, če ste pa tako pridni, pa bi pa tudi lahko meni malo pomagali, a? Ja, odvisen od posla, baby. Pa misliš? Ja, tole tablico bi mi morali gor pomagati obesiti, če bi lahko. Ha? Anja, problem ne bo šlo. Zakaj pa ne? Jaz imam pravzaprav dva problema, ne. Prvič, šef mi skozi teži, da sem jaz premalo uraden in da sem preveč privaten z vami, razumeš? In da ima skozi telefonske klice, da jaz hodim po vaših stanovanjih in tako naprej, razumeš? To je prvič. Drugič pa, ne, to pa sem te povedal, pa ne okoli govor, ne. Včeraj sem se z eno punco malo takole poigračkal, razumeš? In me je tako potegnilo v križu, da ne morem niti hoditi, niti govoriti, niti nič in, da veš, še bicikle voziti. A res? Pa imam pa jaz mislim, da en odgovor oziroma rešitev za tvoje bolečine te tle odzad boli, a? Tle, no vidiš, veš, kako se va zmenila, ti boš meni najprej tole pomagal obesiti, pa bom pa jaz tebe tukaj odzad malo zmasirala, a? Res? Ja? Kam moramo obesiti? Ti sam povej. Petna, greva tukaj gore, vidiš ti žeble. Počas. No, Počas, kam me z nogami dviganta, veš, nikoli ne smeš skrižati. No, daj, jaz bom od spod prijela, ti pa gor. Pas, no. Počas. Jaz ga imam. Jaz pa ga še nimam. Kaj ti misliš? A na kaj namiguješ? Ja, nič. Super. Masažni salon, perfekten. A boš imela tudi kaj tako erotično masažo? Ja, ampak sam za posebne stranke. Jaz sem lahko tvoja posebnejša stranka. Ja, taka ta posebnejša stranka bi bil rad marsikdo. Ampak to ne gre tako.
Vidiš? Spoštovani stanovalci, vljudno vabljeni na masažo v masažni salon. Anja, vaš prvi obisk bo zastonj. Pa to je tako lepo, da poskrbi za svoje te sostanovalce, razumeš? Ja se lahko tudi jaz sostanovalc. Ja, no, veš, kaj nisi sostanovalc, ne? A veš? A te je zabolel? No, ampak bom zadnje naredila vse izjemo, zato ker si mi tole pomagal obesiti. Pa, ker si tako priden, boš ti moj prvi... prvostranka. A? Boš? Moja prva stranka. Hej. Mirvana. Kako? Čakajte, nisem vas dobro... Kako pravite? Da je že zaseden? Aha. Ja, hvala lepa, no. Nasvidenje. 10. Glas. Je honorarno zaposleno dekle. To sem že. Iščem za delo v šanku po možnosti. 5. Nič. 2. 1. 2. Halo? Dobar dan, želim. Jože Bogataj pa telefonu. Kličem zaradi oglasa, iščem delo v šanku. Kako prosim? A da je že vdano? Ja. Nasvidenje, hvala lepa. Živijo, ženkica. A smo malo nabavljali, a? Kaj je? A zdaj, ko si pa brez službe, se bo pa malo zmešala. Ja, če ti po pravic povem, se počutim kot tiček na veji. 10 let mlajši. Ja, malo počitka ne more škoditi. Veš? Ne vem, kako bo, Jože. Ne vem, kako mi skajati. Veš kaj, bo že kako. Pa še kak posel bom že še najdel. Tudi ti imaš še delo. Vprašanje, koliko časa? Vidiš, kakšno je stanje v tej naši ljubi Sloveniji. Lahko, da bo šla tudi naša firma v stečaj. Bič vrdama. Če ima pa mlade, jih ima pa res veliko. Živijo. Živijo, Maja. Kaj pa je z vama? Je kdo umrl ali kaj? Nič ni narobe, malo tuhtava, jaz iščem tlele malo v glasih, če bi bilo kaj. Oči, kaj je narobe? Nič? Maja, to, da je oči brez službe, to veš. Ja. Danes smo zvedeli, da bo šla morebiti tudi naša firma v stečaj. To je narobe. Za nas z Janezom ne skrbta. Midva sta se pogovarjala. Dosta stara, da znama tudi midva poskrbeti zase. Čakaj, Maja, vidva morda še šolo delati. Ni res, oči. Šolo bova že naredila, ampak prosti čas pa lahko namenva za kaj bolj koristnega kot do zdaj. Maja, zelo lepo od vaju, ampak veš, z najnimi težavami vaju ne bi obremenjevala. Dost imaš svojih skrbi. Ni govora, mami. Jaz si bom iskala neko delo, ne vem, karkoli. Včeraj smo se spoznala s malima dvema avtonove Anje. Danes pa sem videla, da je odprla masažni salon. Kaj? Masažni salon. No, poslušajte. Tako, da jo bom vprašala, če ima kako delo zame. Kaj je s vami? Dvigovanje telefona, likanje, pometanje, brisanje... Čakaj, kaj je odprla? Masažni salon? Jezus Kristus. O, Marija, pomagaj. Kaj pa je zdaj narobe? Manica ni dobila soglasja za širitev salona. Ja. Zdaj bo ta nova Anja ravno to naredila v tistem prostoru.
Pa sej to ne bo samo ogenj v strehi. To bo katastrofalen požar. Čau. Ej, oči, kam daje Rozi perilo za prat? V kopalnico za vrati. Aha, okej. O, Jakči. Veš kaj, jaz sem se odločila, da se danes posvetim malo sama sebi, okej? In kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da grem na masažo. Pa saj veš, da moram dobro izgledati, če bom vodila vdajo, ne? Ja, super, to sme pa res presenetila. Ja. Pozitiven, veš, lepo, da skrbi zase. Veš, sem že hotel reči, da se čist preveč razdajaš za druge. Saj res. Tudi zame. Ej, oči, lepo se me. Jaz grem na masažo. Aj, čak, ni šans. Zdaj grem jaz, ti greš za mano. Daj, ne se hecati, veš stran. Nič se ne hecam. Stop. Pa kaj to zdaj hudič? Je pa v tem mestu menda imamo več prostora po teh masažnih salonih kot samo za eno. Pa se na to zaradi tega pretepale, no. Ja, v mestu je že mogoče, ne pa pri Anji. Pri Ani? Ja. Pri kateri Ani? Ja, pri Ani, pri naši novi sosedi. Danes je odprla masažni salon. Ta čisto pamet. Pa ta rada vse med sabo skregala. Kaj si rekla? Kaj je odprla? Kaj je odprla? Je masažni salon. Ja, feng shui pa to. Feng shui. In danes je za stanovalce zastonj in jaz grem. Hej, a me nisi razumela? Jaz grem prva, ti greš pa za mano. Ti ne me jeziti, Tina, no res ne me jeziti. Itek ne bom hodila v luknje, katere ti hodiš. Ampak obiski so zastonj za stanovalce, kar ti nisi. Ti si tle na obisku in jaz upam, da na zelo kratkem obisku. Čau. Hani Bani, je že res, da je Špela tvoja hči. Samo za take nesramne izjave. Bi pa lahko kaj rekel, se ti ne zdi? Veš kaj, Matej, pusti me, prosim. Zdaj moram rešiti kakšne hujše težave. Hani moram. Takoj. Zapletena vrv se težko odplete. Še bolj zaplete pa se brez težav. Pa še? A boli? Pismo, sem res nategnen. Kdo bi si mislil, da že po teh letih ima težave s hrbtenico? Poštatka je res težka. Ja. Tako. No, zdaj se pobrn. Takole. Spa res napet, ja? To je šele ledla v pubi. No, pa ti grem pa malo ramena masirati. Na ko pa je to zdaj hudič? O, Kudin, masirala me je. Ja, vidim. Ti, marš van. Kudin, marš van, Kudin! Zgin na te ne vidim! Kudin! Zgin, Kudin! Veš kaj? Ti se mi pa mal pas. To pa presega že vse meje. Ti se je tebi zmešala, kaj? Veš kaj, ti se rajši malo pazi. Kdo ti pa je dovolil takole odreti v moj masažni salon, medtem, ko jaz masiram? Masiraš? A ti temu pravaš masaža? Ja, kje si ga pa masirala, a? Veš kaj, tega mi pa res ni treba poslušati. Žalil me pa ne boš. Kaj sem pa ti sploh naredila? A kaj? Kaj si naredila? Že do zdaj si naredila cel cirkus. Zdaj si pa odprla še ta preklet masažen salon. Ti pa kva ti misliš, da to pomeni za tvojo sosedo, Manico, ki te naravnost obožuje? Kjero pa? No, daj, ne delaj se neumno. Vse sem že rekel. Manico. A ja. Ja. Zdaj bo šele reglala.
Zdaj bo šele stegvala svoj jezik, še bolj kot prej. Ja, pa naj, kaj me briga. No, da ljubeško, zepte pa ta narej kresno. Pa kva govoriš traparije? Manico našajbam, da se ne more seliti v tale plac, ker občina ne izda dovoljenja za namembnost. Ti se pa po 3 dneh, ko se vseleš, odpreš svoj masažni salon. A si je tebi čist cufala kaj? Ne, no. Pa se tjeriš, in to fejst. Ne, no. Zdaj lahko sam čakava, kje vse bo razbobnala. No, tudi če bi dala v cajtek, veš, se ne prav čist na čudu. Ne, poslušaj, se ni tako hudo, no, mislim, jaz se jo poznam, res, da bo reglala 3 dni, pa bo pa dala mir, če pa še kakšno stranko pošlem, pa bo pa čisto vse v redu, poslušaj, pes, ki laja ne grize, no, dej. A misliš? Ne mislim, vem, dej se malo spustiti, no. Ma dej, nešeno, pa njega sretno, pa... Ma dej, Ani, njega sretno... Ne, pogled, če si čist napet, no. Dej, no, ja. No, pej, to malo zasvirala. A veš, da sem res malo napet? Sem že videla kaj hujšga. No, dej zdaj. No, zdaj se bova pa malo slekla. Kje imaš bajzo? Kako ste dedeš, kje imaš, kaj se v tom prkanula, no? Ja, ne vem. Prosti, jaz sem to pozabila, že dolg nisem delala. Kva ti govoriš? Povej mi, kje se lahko skrijem, no? Kaj ti hoče take guzlenije po glav? Ja, kaj pa ne si mislim, da snak? Se nisem nak! Poslušaj, če ti zdaj odmašim usta, se boš nehala dojeti. Okej. Zakaj smo samo lgata? Ja, pa če me je pa koren ven vrgel. Kaj, koren? Ja, pa ni tisko, kot ti misliš, on ni toplovoda. Pa Ani me je najdel. Kaj, Ani? Ja, saj sem vedela, da je kurba, no jaz sem ti rekla. Ne, spet ni tako, kot ti misliš, no. Kako? Jaz sem bil pa čist na en lep, legalen način, razumeš, v njenem novem masažnem salonu. Pa pride koren, pa me ven vrže. Kakšen salon? Ja, masažen salon, veš. Zdaj bom pa podivjala. Ti prekleta prasica. Ne, ona, koren. Veš kaj, zdaj ga bom pa zgat stresla. Takoj grem. Poslušaj, jaz ti povem, kje je koren, če mi daš eno deko za ugadant. Tamle je v rumpen kamer. Kje je koren, povem? Veš, kje je? Pa Ani, na servisu. Jebem, ti mu bom jaz dala. Servis, dala ga bom je servizirala. Bo videl, lasec. Mi pa še veš. Ti si pa čisto zategnen, no. Pretle imaš čisto vozličke. Ja, stole lepo. Češ ti pa znaš. Ja. Pa še tle, malo sem se naslonila. Kurbarija! Pa glih 2 ta prava na kupu. Ja, pa kvaj zdaj zen hudič, To mi boš pa ti povedal, kaj to za hudič. To ni hudič, to je za cel paku. Ja, poslušajte, gospod Manica, mogoče ste se malo zmotila, to je masažni salon, jaz gospoda masiram. Ne mi govorit pravnic, prosim. Jaz sem se večkrat let trudila, da bi v temle prostoru, tukaj Joža Šmarija Kristus, kako to zgleda, naredila svoj salon. Pa mi je tale baraba prišel ta zadnji dan povedat, da nismo dobili namembnosti za takšno dejavnost. Ne mine niti en teden, pa je tukaj salon. Pa se čutita, če norim. Ampak vi niste dobro razumeli. Jaz sem vse dobro razumela, prosim. In točen vem, kako vi 2 posle sklepata. Še ki je bila pripravnica, ste takole v ležečem položaju podpisovala pogodbe. Zdaj pa ni nič drugače. Vse, kar se zmenta, med rjuham. Pa ta baba me direkt za jezik vleče, pa jaz ne morem biti tih. Z Bogom mirna kam. Karman. Poslušajte zdaj, draga gospa Manica, zdaj se pa mi 2 spomenili, kako pa ste vi prišla do svojega frizelaja. Vsi smo dobro videli, kako ste v njih Heleni z televizije glavo skurla in prišla ven, ko je na kura požganka plavžal, kaj sploh ne vem, ne rečem, ne vem. Ampak mene zanima, vsakmu drugmu bi vzel licenco, vi ste pa dobila nov frizeraj. Odkot pa to? Odkot pa to? Jaz pa mislim, da je manj hudo. Po 20 letih dobrega dela, eno frizuro sviže, ko pa po 3 dneh pripravništva naga po direktorju gor pa dol skakati. Jaz še zmeram delam dobre frizure, da veste.
ti pa še zmeraj po. Sej vemo, po čem skačeš. To je vojna! Okej, vojna! Sprti in zaljubljeni. Klopčič je že tako zavozlan, da si človek sploh ne more predstavljati rešitve. Tudi sama sem se spraševala, ali rešitev sploh obstaja. Ampak, dokler se ladja čist ne potopi, ima mornarji še vedno upanje, da se nevihta konča, ali pa da nasedejo na samotni otok. Ej, meni se oči toliko smil. Kar skozi oči v srce mu vidim, kako trpi, ko se mu podira cel svet. Kaj svet, vesolje? Ja. Človek sploh ne ve, kaj bi lahko za njiju naredil. Ne. A veš, pa on pač najbolj razjezi to, da on misli, da je kaj manj vreden v očeh, zdaj, ko nima več tiste službe. Pa zakaj bi bil manj vreden? Ja, ne vem, ampak jaz ga imam še, ne vem, 3-krat traje, mislim, raj ga imam. Sam bi mu rad kaj pomagal, pa mu ne morem. Pa si predstavljaš zdaj, da še mama zgubi službo? Se pa smo pa čisto riti, mislim, pa kar lahko gremo. Živja! Kaj delate? Gremo igrati na dvorišče? Ne, pač nekaj se tle učim, ampak... A bi zameril, če bi šel sam Janez z vama danes na igrišče? Ne, ampak zakaj pa ti ne greš? Ker sem malo žalostna. Če ne gre Maja, pa tudi jaz ne grem. Kar pejte vidva sama ven. Jaz se bom pa malo z Majo pogovarjala pa A gremo mi dva moška ven, pa pustiva, da se ženske same pomenijo. Pojva. Pa malo frizbi metala. Ja. Ti pazi, zašto se? Daj malo čokolade. Kaj da sem jaz žalostna, me edin čokolade potulaš. Hvala. Ti si pa res pravi doktor. Zakaj si pa ti žalostna? Dolga zgodba. Jo, jaz si bi pa tako rada pomagala. Vem, Pikica, ampak, veš, ti si še tako majhna, da ne bi razumela take zadeve. Ja, a si kje zbolela? Kaj pa. Lej, veš, moj oči je ostal brez službe. Mami ima tudi bolj slabo, pol smo pa vsi žalostni, pa taki so, vidiš, pač njemu veliko denarja. Aha, veš kaj? Jaz lahko razbijem šparovček. Imam nekaj denarja, pa ga dam tebi. A ti bi meni dala? Joj, ne. Ni treba. Bom že nekako. Ali pa denar za malce ti dam, pa jaz več šoli ne jem. Veš kaj bom jaz naredila? Jaz imam glavo, pa roke, pa bom že zaslužila ta preklemanski denar, pa bo vse rešen. Veš kaj? Kaj? Moja mama je odprla nov masažni salon. Ja. Lahko jo vprašam, če rab kakšno pomoč. Res? Ja. Okej. Yes! Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho sprti. Ti si še v plenice scala, ker sem je že največje televizijske zvezde frizirala. Jasno? Ej, poslušaj, prost, ampak mene čist en drek briga, koliko si stara. A zdaj ti moram pa dati komplimente za to, ki si se ene 100 let pred mano rodila. To samo jest! Ti pa čistih bod.
ti si vse svoje že povedal in si vse svoje že zasral, da veš. Ja, prav. Če je tako, pa grem. Vedve. Vede se pa kar pobita med sabo. Ja, meni je čisto vseeno. Sam tole vama povem. Če v kjerakoli od vaju kaj preveč jezik naokol vrtela, bom jaz poskrbel, da bo utišana. Jasen? Ja, da ti še to povem naprej. Prej si rekla, da sem jaz 100 let prej na svet prišla. Veš kaj, afna, zmešana, nekulturna. To, da sem jaz prej na svet prišla, pomeni tudi to, draga moja, da imam jaz več izkušenj življenjskih, to, da veš. Tvoje izkušnje me čist dol visijo. A daj nam jedno. Kaj bi pa rada, kaj mi pa moreš? Nič ti ne moreš. Kaj mi moreš, kaj? Čak, zdaj mi je pa... Ujebem, ti zdaj mi je pa jasen. Kaj ti je jasen? Jaz še nisem končala, nisem še vse povedala. Ja, sem bod mal tih. A tebi ni čist nič jasen? Ne. Kaj jasen? A nisi videla? Kjer se pripirata dva? Tretji dobiček ima? A ti je kaj jasen? Kako več vakaš? Posluši, to je čist jasen. Koren je hotel, da se midve skregava, zato bi to šlo v njegovo korist, ker bi pol imel mir pred nama. Ne razumem. Jo, se vem, da ne razumeš. A se spomniš, kaj je rekel? A se spomniš? Je rekel, vidve se kar pobita do smrti, ampak če bo pa kjera kaj kopcala, bom pa jaz z njo upravil. A zdaj razumeš? Ja. Midve morava biti pametni, razumni, če ne bo naju izkoristil. Midve morava pravzaprav... Midve morava zakopati bojno sekiro, midve morava skupaj stopati, razumeš, proti korenu. Midve proti korenu. Čak, no. A razumeš? Recimo, da te poslušam, no. Ni mi čist jasen, ampak te poslušam. Ja, vidiš, pa deluje. Vidiš, da deluje. Kaj? Ja, deluje, veš. Danes zjutraj sem metala karte, 3-krat, ker nisem mogla verjeti. Pa je enkrat vržen, 2-krat vržen in tretjič in vsakrat mi je prišlo isto, to pa mi dve skupaj biznis delale. Kakšen biznis? Jaz nisem govorila o nobenem biznisu, jaz sem ti samo to rekla, da te poslušam in to je zaenkrat vse, draga moja, jasno? No, vse to je čisto dost, razumeš? No, to se pravi, kaj sem rekla, midve morava narediti načrta, ne? Ja. Kako misliš? Pravzaprav bi bilo boljše, da midve greva pračati tukaj zaradi tega, ker lahko pridejo moji otroci. Prav, greva v moj salon. Pa nekje v miru narediva. Pejdem, greva v moj salon. Tem zdaj nobenega nima, še ob 11 pride. Prosim, Bogatajevi. O, Marjana, ja. Povej. Sam se že usedla, ja. Kaj? A danes? Stečaj. A zdaj bomo šli pa vsi na cesto, ali kaj? A da ne? To je pa stečaj... Od korena prijatu. Pa kaj za vraga... Prav, Marjana, ja. O, Marja, pomagaj. Živijo, Štefka. Ja, kaj pa je te? A ti je slabo? Ja, se je čist bleda, vejo. Sece. Se bo tebi tudi kož zvedel. Kaj je narobe? Povej. Marjana me je klicala. In? Stečaj gremo. Na cesto menda še namo šli vsi, ampak plače so pod vprašajem. Ti hudič, Fardaman. Kot sem že rekel, če ima mlade, jih ima pa res veliko. A veš, da tudi jaz nisem dobil še nobenega posla. O, Marija, pomagaj. Bomo že kako. Sam otroka se mi smilta. Tudi jaz. Ima ne moram več v oči pogledati. Ne smeva obupati. Bomo že. Slepo. Se bo. Mora biti. More.
Zanimivo, zanimivo, ampak, a veš, meni pa ni nikoli omenil, da si se ti pravzaprav hotela širiti v moje prostore. Meni pa nikoli ni rekel, da mu kaj ne klapa pri moji širitvi. Potem pa ta zadnji dan, bum. Jaz sem mislila, da me bo kap. In mi sploh ni jasen, veš, zakaj je on to naredil. Seveda, lesjak stari. On je pripeljal mene, pa je točno vedel, da so vas cufali. In? Ja, no kaj se, sem ti že rekla prej, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. On je lepo skuhal tale špetir, sam zato, da bi on lažje ribaril v kalnem. Se sem ti rekla. Madonca, sluši, še dobro, da se nisva stepljali. No, ja. Veš kaj, daj usedz se, pa ti bom nekaj povedala. Veš, kako bova naredili? Vse stranke, ki jih imaš ti v frizeraju, ne? Ti pa lepo pošli k meni na masažo, jaz bom pa enako naredila s svojimi strankami, pa bova medve imele biznis. Dobar, dogovorjen. Ja. Ni problema. Ja. Veš kaj, je en problem. Kakšen? Moje stranke so zelo zahtevne in, mislim, potrebujejo poseben tretma, kakšno posebno frizerijo. Pa kakšno? Ja, ne vem, mislim, tako kakšno posebno frizuro, masažo 6 stimulativnih točk, ne vem, centralno ogrevanje v centralnem živčnem sistemu, las in tako naprimer, ne? Mislim. To pa ne znam, to pa nič ne vem. Pa ne, nič hudga, posluši, nič se ne sekire. To tam vse jaz naučila. Se vidiš, da je to vse skup itak en velik blef. Ne mislim, vem, poslušaj, to, kaj sem ti rekla, centralno naštelanje las, pa to. Ti posluši, važen je samo, da ljudem narediš nekaj novega, da se dobro počutijo, da se jim zdi, da so center sveta in tako naprej, zraven si izmišljuješ neke čirule, čarule, pa so pripravljeni plačani zlatom. Uživaj, čakaj malo. Čakaj, imaš trde lase. A te boli, pardon. Uživaj, tako vidiš, tako nekako to zgleda, a veš, če te pa kdo kaj vpraša, pa reči om, reči mu, vidiš, če te pa kdo kaj vpraša, pa si kakšno besedo, kar zmislila, veš, mislim, folk itak pade na te stvari, mislim, ja, večjo kozlarijo boš rekla, boljš bo. Ne mislim, vem, veš, uživaj, tako, zdaj pa dosti uživanja. No, zdaj pa da vidim, kaj si se naučila. Čakaj. A si všeč, sam pogledaj tole. Madonna. Ne. Super. To mora biti, to je ja iztok energije negativne, veš. Ja, takole gre ven in ga potem potisneš ven. Sed. No, v redu? V redu. Sed. Ja, takole. A si uživala, a? Sem. Aha. Računava za takšno zadevo. Enega 5,000. Daj nam je, ja kdo pa to plačal? Ej, čisto sad, večji cirkus, ki boš zganjala, bolj bo dol pada. Folki daš čisto brizan na te stvari. Ja, kako folki. Servus, Natal, babe, ko se dok delate, ki po nocah se vas van na dvorišče slišlo. Živjo, to je nova metoda friziranja. Ja? Senčkovi friziranje. A že kdaj slišal za to? Senčkva? Senčkovi friziranje, veš? A boš probal?
Dej! V redu, ne? No, dej. Torbo mi vzem, no. Dej, čakaj na torbo. Da bom idej dole. Užival. Kje imaš pa tiste? Tako. Bomo pa. Kole kril? Aha, kole fejst. Dej pa. No, dost uživanja. Gotovo? Tako. No, 9000. Dobiš pa obdrž. Hvala. Ni dovana. Počak, torbo si pozabil, pa lahko pa tudi prideš k meni na masažo, a? Yes! Yes! Jaz pa lažem na glas. Brez besed. Moj oče je super delavec, dober novinar, pošten, odgovoren, pa brez denarja na cesti. Tale se pa zajebava, norca dela z ljudi in jih spreminja v pošasti, pa služkat zmešana. Brez besed. Too much. Kaj to razumeš, me pokmeš? Pa folk zares plačuje za take stvari, ali kaj? Ja, valjda, je to full cash, ej. Mislim, mi doma za živeti nimajo, oni pa denar stran mečejo. Jaz tega ne morem verjeti. Nekdo se šparuški razbila, pa so vama malo denarja prinesla, malo, ampak... Ja, dober pa. Nekje. Joj, videl sta pa res prijazna. Veš kaj, tega ne moramo vzeti, veš, to je vajno. Ali da? Ja, ne moramo. Pa vsaj košta čokolade. Pa saj sem ti rekel, da sam 2 koščka, no. Gleda me in moči, njegov pogled govori, brez lažnih in praznih besed, resnica v gibih živi. To je svet, svet brez besed, nit po resnici. Brez besed. Svet brez besed.
Se vidimo. Poskusimo ga Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo